Lahko obdaš človeka s 6-metrskimi zidovi iz armiranega betona, lahko ga opazuješ z oboroženimi ostrostrelci, seizmičnimi senzorji in biometričnimi skenerji. Ampak nič od tega ni pomembno, ko ima zapornik $1 milijard in lopato. Sodobne zapore gradimo tako, da je pobeg matematično nemogoč, a znova in znova najnevarnejši ljudje na svetu dokažejo, da matematika ne drži. Ne pobegnejo samo tako, da odklenjajo ključavnico. To naredijo tako, da presegajo fizične in psihološke meje same stavbe. V naslednji uri bomo razkrili iluzijo najvišje stopnje varovanja. Ogledali si bomo vodje kartelov, ki so kopali neposredno pod nogami svojih stražarjev, in moške, ki so bili tako nasilno neuravnovešeni, da so drugi morilci prosili, naj jih držijo stran od njih. In na koncu se moramo vrniti na skalo Alcatraza, ker moramo ugotoviti, kaj se v resnici zgodi, ko obupani človeški naleti na nepremično betonsko steno. Jaz sem Josh in to je The Infographic Show. Moški otrpnejo na mestu, s krampi in lopatami pripravljeni v dobro osvetljenem tunelu pod mehiškim podeželjem. Slišijo vibracije vozila nad seboj in previdni, da ne bi povzročili hrupa, ki bi jih lahko izdal. Ustavijo delo, medtem ko patrulja zapora prečka območje nad njimi. 30 čevljev pod glavnim dvoriščem zapora je malo možnosti, da bi jih odkrili. Toda po več mesecih skrivnega kopanja tunela ne smejo tvegati, še posebej zdaj, ko so tako blizu svojemu cilju, zaporniški celici najbolj znanega mehiškega narkokralja, Joaquina El Chapa Guzmana. Mesecem so kopali skozi trdno skalo le s krampi in lopatami, premikali so se tako hitro, kot so lahko, z omejeno opremo, a izjemno previdno. Delo bi potekalo veliko hitreje, če bi lahko uporabili sodobno opremo za kopanje tunelov, kot so pnevmatska kladiva in vrtalne stroje. Toda to ne bi povzročilo le hrupa, ki bi jih lahko izdal, temveč bi tudi pritegnilo veliko pozornosti na njihovo oporišče, ki je le miljo od oboda zapora. Pred začetkom kopanja tunela je mogočni narkokartel El Chapa kupil majhno parcelo čim bliže zaporu in začel graditi 2 majhni hiši kot krinko za svoje prave namene. Hiši nikoli nista presegli grobe opečnate zunanjosti, saj seveda v njiju nihče ne bi prebival. Namesto tega sta nudili potrebno krinko za začetek gradnje tunela, ki bi El Chapa osvobodil. Toda ekipa, ki je gradila tunel, je bila pod neverjetnim pritiskom, da delo konča čim hitreje. Zaradi njegove zgodovine, pobegov iz zapora in izmikanja policijskim racijam so mehiške oblasti lahko kadarkoli El Chapa premestile v drug zapor, da bi preprečile morebitne poskuse pobega. Vsak dan, ki so ga rudarji porabili, da bi prišli do svojega šefa, je bil še en dan, ko bi lahko bilo vse zaman in bilo bi treba zasnovati nov poskus pobega na povsem drugi lokaciji. A to še ni vse. Nedokončane stavbe so začele privabljati pozornost tako lokalnih uradnikov kot radovednih vaščanov. Zakaj bi nekdo začel gradnjo na praznem kosu zemlje in nato nenadoma prenehal, ko je bila zgrajena le lupina hiše? Čas se je iztekal in pritisk se je stopnjeval. V svoji celici je bil El Chapo vzoren zapornik. Kljub svoji dolgi zgodovini ukazovanja nekaterih najbolj grozljivih dejanj nasilja, kar jih je Mehika kdaj videla, je El Chapo ohranjal ljuden in celo prijeten odnos z zaporniškimi stražarji in sojetniki. Njegovi telefonski pogovori so bili skrbno nadzorovani, njegovo pošto so preverjali zaporniški uradniki, vendar ni bilo nikoli razkrito niti najmanjšega namiga o zaroti v teku. El Chapo je bil zdaj pravi profesionalec in potrpežljiv, vendar mu je potrpljenje začelo pohajati. Izkopalci predora so se že od začetka soočali z zastrašujočo nalogo in vedeli so, da morajo ukrepati hitro. Kljub neverjetnemu pritisku so jim uspelo ne le doseči El Chapa, preden bi ga lahko premestili v drug zapor, ampak so celo prebili do njegove celice le 16 mesecev po začetku njegovega prestajanja kazni. Predor, ki so ga zgradili, je bil izjemno dovršen in je navdušil uradnike, ki so kasneje pripomnili, da bi gradnja predora takšnih razsežnosti morala trajati od 18 mesecev do 2 let. Njegove stene so bile po potrebi ojačane z lesenimi oblogami, generator pa je skozi miljo dolg prezračevalni sistem črpal svež zrak, da je bil predor ustrezno prezračen. Na tleh so izkopavalci položili tire in uporabili motorno kolo za prevažanje 2 vozičkov, ki so jih polnili z zemljo in jih vozili naprej in nazaj po rovu. Ko bi dosegli El Chapa, bi se usedel na isto motorno kolo in se hitro odpeljal miljo dolgo razdaljo do svobode. Vsa ta zemlja pa je morala nekam iti, zato so jo izkopavalci spretno prenašali do vhoda v tunel, kjer so jo drugi raztrosili po polju zunaj, namesto da bi jo odlagali v velike kupe, ki bi zagotovo pritegnili pozornost. Kljub temu bi prisotnost sveže zemlje, raztresene po hektarjih praznih polj, zagotovo prej ali slej pritegnila pozornost in sprožila vprašanja, na katera lažna gradbena ekipa na površju ne bi mogla zlahka odgovoriti. Nenadoma pa se je sredi noči, 12. julija 2015, iz El Chapove prhe v njegovi celici zaslišal zvok drgnjenja kovine. Le nekaj trenutkov kasneje se je keramično dno prhe sprostilo in prijazen obraz je pozdravil zaprtega narkokralja ter ga povabil v temo spodaj.
Brez odlašanja se je El Chapo spustil v skrivni tunel, splezal 9 metrov globoko v rov, ki je bil širok le toliko kot človek, a ravno dovolj visok, da je lahko stal pokonci. Njegovi sovražniki so ga pogosto zasmehovali zaradi njegove nizke postave, a izkopovalci tunela so poskrbeli, da je bil tunel ravno dovolj visok, da se šef med hojo ni rabil sklanjati. To je res eleganten pobeg iz zapora, če smo za kakšnega sploh kdaj slišali. Nekaj metrov v tunelu je El Chapo sedel na majhen motor, ki je bil pritrjen na kovinske tirnice. Vozički, polni zemlje, ki so jih mesece potiskali po tunelu, so zdaj izginili. In le nekaj trenutkov potem, ko je zapustil svojo celico, se je El Chapo vozil po dobro osvetljenem tunelu kot otrok na vožnji v zabaviščnem parku. 2 minuti kasneje je El Chapo končal svojo vožnjo, ko se je povzpel po lesenih stopnicah in prilezal v prazno lupino hiše, iz katere je njegova ekipa na skrivaj delala leto in pol. Ko se je preoblekel v čista oblačila, se je El Chapo povzpel na tovornjak in izginil v temo noči, za seboj pa pustil neverjeten, kilometer dolg skrivni tunel ter popolnoma frustrirana zaporniški sistem in mehiško vlado. El Chapa so ponovno ujeli le nekaj mesecev po pobegu, potem ko so njegovo najnovejšo skrivališče razkrili nepazljivi oboroženci, ki so jih domačini opazili že tedne pred njegovim prihodom. Ko so prejeli poročila o močno oboroženih moških, so mehiški uradniki postavili hišo pod nadzor in prestregli komunikacije, v katerih je bilo rečeno, da bo na obisk prišla babica ali teta. Ko so ugotovili, da gre za zelo pomembno tarčo, so uradniki čakali na svojo priložnost za napad. Mesec dni kasneje so mehiške specialne enote vdrle v hišo in ubile več telesnih stražarjev, vendar sta El Chapo in eden njegovih najvišjih pomočnikov pobegnila po, uganili ste, skrivnem tunelu. Približno 1,5 kilometra stran od hiše sta se pojavila in ukradla vozilo pod grožnjo s pištolo, vendar je voznik to takoj prijavil policiji. Po razglasitvi alarma za ukradeno vozilo so zvezni policisti našli ukradeni avto in aretirali oba ubežnika. El Chapo pa ni odšel, ne da bi vsaj poskusil kupiti svojo svobodo. Ker je vedel, kako zlahka so bili v preteklosti podkupljivi javni uslužbenci, je El Chapo podkupil policiste in jim ponudil denar, hiše in celo donosne službe, če ga izpustijo. Vendar pa obupani kralj Mamil ni vedel, da ima opravka s povsem novo vrsto mehiških policistov, ki niso bili tako zlahka podkupljivi kot njihovi predhodniki. Vsi 4 policisti so El Chapu zavrnili, na kar so se njegove sladke ponudbe spremenile v grožnje in jim je rekel, da bodo vsi umrli. 4 policisti so slike El Chapa poslali svojim nadrejenim, a so bili opozorjeni, da je policija prejela namig, da je 40 močno oboroženih morilcev na poti, da osvobodijo El Chapa. Ker so bile prijateljske sile še vedno zadržane v kompleksu, so policisti dobili ukaz, naj se umaknejo v bližnji motel na obrobju mesta, kjer so se zabarikadirali v prazni sobi in se pripravili na morebiten spopad za svoja življenja. Ves ta čas se je El Chapo smejal in ponavljal svoje prejšnje grožnje. Nenadoma je konvoj vozil razsvetljiv cesto ob robu, očitno namenjen osamljenemu motelu. Policisti, oboroženi z jurišnimi puškami M16 in pištolami, so se pripravili na to, kar je bilo zagotovo njihov zadnji boj. El Chapo jih je izzival in jim govoril, da se bodo kmalu soočili s smrtjo, nato pa še njihove družine. Kljub temu so policisti vztrajali na svojih položajih, pripravljeni umreti za dolžnost, če bo treba. Ko so vozila začela zavijati na parkirišče, pa je El Chapo zastal glas in njegove provokacije so utihnile. Ko je bleščanje žarometov popustilo, so zabarikadirani policisti lahko videli vojaške tovornjake, polne mehiških marincev, ki so hiteli zavzeti obrambne položaje okoli motela. Nekaj minut kasneje so popolnoma poraženega in potrtega El Chapa odvlekli v SUV in ga hitro odpeljali na letališče. El Chapu ni več uspelo pobegniti iz mehiškega zapora. 2 leti kasneje pa je bila vsaka možnost za nov pobeg uničena, ko je Mehika odobrila zahtevo za izročitev Združenim državam Amerike. V varnem ameriškem priporu El Chapa čaka dosmrtna zaporna kazen. In čeprav je bil morda eden najbolj smrtonosnih mož v mehiški zgodovini, si ga bodo na koncu zapomnili le kot jokajočo razvalino, ki je ameriške pravosodne uradnike prosila za milost, ki pa je ni dobil. Če ste že gledali film Bronson iz leta 2008, ki govori o tako imenovanem najbolj razvpitem britanskem zaporniku, brez skrbi. Tisti precej teatralni film vam ni povedal veliko o tem človeku, zato je danes še veliko več za videti. Morda mislite, da je naključje, da ima človek s takim slovesom enako ime kot nekdanji hollywoodski frajer, toda ob rojstvu ga niso tako imenovali. Ime si je pridobil v svojih dneh golorokega boksa. Pravzaprav se je rodil kot Michael Gordon Peterson. Ja, to ne zveni tako strašljivo. Okoli tega človeka je veliko polemik o tem, ali bi moral biti tako dolgo v zaporu, ali pa je zapor kriv za njegovo pogosto noro vedenje. O tem in še več razpravljamo v tej epizodi oddaje The Infographic Show, najbolj razvpitega britanskega zapornika Charlesa Bronsona. Kot veste, se je rodil z imenom Michael. Njegov rojstni dan je bil 6. decembra 1952. Prva leta je preživel v Walesu, nato pa se je preselil v Luton, ki ni predaleč od prestolnice Londona.
Ne zdi se, da bi prihajal iz težkega okolja, saj je njegov oče nekaj časa vodil konzervativni klub, njegova teta in stric pa sta bila župan in županja. Njegova teta je o njem nekoč celo rekla: kot deček je bil čudovit fant. Bil je očitno bister in vedno dober z otroki. Bil je nežen in miren, nikoli nasilnež. Branil je šibkejše. Morda je res branil šibkejše, vendar se zdi, da se je njegova nagnjenost k nasilju in kriminalu začela že zgodaj v življenju. Ko se je pri 13 letih preselil na sever, se zdi, da so se takrat začele težave. V tistih letih je bil kot mladoletnik obtožen kraje in zapisano je bilo, da je bil član tolpe. Šola mu ni bila preveč všeč in jo je kmalu zapustil ter začel zgodaj delati. Svojo prvo zaposlitev je dobil, ko se je preselil nazaj v Luton. To je bila zelo kratka, dvotedenska služba v supermarketu Tesco. Očitno so ga odpustili, ker je napadel svojega vodjo. Potem se zdi, da je kriminal postal druga narava za mladega Michaela. Zaradi povzročitve škode je imel težave z zakonom, a se je izmazal le z denarno kaznijo in pogojno kaznijo. Imel je veliko služb, večinoma povezanih z delom v tovarni ali fizičnim delom, in povedali so nam, da ni užival v ničemer bolj kot v dobri zabavi po mestu, kjer je spil ogromno piva in se pretepal z domačini. To je v nekaterih delih Združenega kraljestva precej enostavno. Verjetno mu na nevarnih ulicah Lutona ni manjkalo sovražnikov. Ena od njegovih služb, kot so nam povedali, je bila cirkuški močnež, zato ga verjetno ni bilo lahko premagati v pretepu. Spet je zašel težave, ko je z ukradenim tovornjakom ali kamionom trčil v drugo vozilo, a je spet odnesel le z denarno kaznijo, saj nihče ni bil huje poškodovan. V tem času je bil še vedno najstnik. Spet je zašel težave, tokrat pri 19 letih, ko je sodeloval v ropu po metodi razbij in zagrabi, kar pomeni, da z avtomobilom razbiješ izložbo trgovine in pobereš, kar lahko. Spet je odnesel le z denarno kaznijo in pogojno kaznijo. Pri 20 letih je morda dobil priložnost, da stopi na pravo pot, saj je spoznal dekle in se poročil. Očitno ji je bil všeč njegov trdi videz, njegova po meri izdelana oblačila in dejstvo, da je govoril s skokni naglasom. Dobil sta otroka in ga poimenovala Michael Jonathan Peterson. Po poročanju britanskega tiska je sin zelo zaseben in nikoli ni javno govoril o svojem razvpitem očetu, zato vam o njem ne moremo povedati veliko. Gremo naprej. Zdaj star 22 let je bil Michael aretiran zaradi oboroženega ropa in tokrat je bil sodnik zelo strog. Dobil je 7 let, vendar zapor očitno ni bil kraj, kjer bi mu bilo všeč. Med svojim prvim bivanjem v zaporu v Liverpoolu je napadel 2 druga zapornika, pri čemer naj ne bi bil izzvan. To mu je prineslo čas v samici, česar bo kasneje doživel še veliko več. Nato so ga premestili v zapor v Hallu, kjer je spet imel težave s pazniki in zaporniki. Dajali so mu pomirjevala, da bi ga umirili, kar ga je očitno zelo razbolelo. Prav tako je preživel več časa v izolaciji in pravili so, da je bil zelo zahteven zapornik. Ob neki priložnosti, ko ni bil v samici, je napadel zapornika s steklenim vrčem in bil obsojen zaradi protipravne povzročitve telesne poškodbe. Spet so ga premestili, tokrat v strogi zapor Armley v Leedsu, ki je videti zelo zastrašujoče, če ste ga kdaj videli. Tako je bil zdaj tam, služil kazen v kraju, ki je videti kot srednjeveški grad. Tudi leta 2018 ne bi bil ta kraj tisti z najvišjo stopnjo samomorov. In v medijih pravijo, da je še vedno zelo nevaren kraj, tako za zapornike kot za osebje. V 70 letih to zagotovo ni bilo počitniško letovišče. A zdi se, da je bil preveč tudi za zapor Army, zato so ga pogosto premikali med različnimi zapori, včasih celo priklenjenega na tla kombijev, s katerimi so ga prevažali. Pravijo, da bi, če ne bi bil v samici, napadal zapornike in paznike. Prav tako pravijo, da je po napadih pogosto doživel številne brutalne pretepe strani paznikov. Morda ste to videli v filmu, kjer je prikazano, kako so ga morali pazniki obvladovati v večjem številu. Med enim od obdobij v samici, ko si je opomogel po pretepu, se je ločil. Predvidevamo, da je bilo to zanj eno najtežjih obdobij, vendar pravijo, da ga je ena stvar držala pokonci. Njegova vadbena rutina v samici, ki ga je ohranjala zdravega in strašljivega. Njegova knjiga Solitary Fitness, ki jo je napisal po mnogih letih v zaporu, ju devijo ne izvodov. Ocene so dejansko zelo pozitivne, čeprav ljudje omenjajo, da je knjiga včasih precej nenavadna. Dobiček od knjige, pravijo mediji, gre v dobrodelne organizacije za otroke. Britanski tisk nam pove, da je bila njegova moč res neverjetna. Enkrat je z golimi rokami upognil rešetke v celici, pravijo pa tudi, da ima 6 svetovnih rekordov v moči in telesni pripravljenosti. Še en neuradni rekord, ki ga je postavil, je največ protestov na zaporniških strehah med britanskimi zaporniki. A trenutno smo še vedno v 70 letih in daleč od slave ali razvpitega slovesa. Medtem ko je bil v zaporu v Londonu, je poskušal zastrupiti sojetnika in zdi se, da je bila to kaplja čez rob. Dovolj je bilo zapora. Premestili so ga v psihiatrično ustanovo. Ampak uganite, koga je tam srečal. 2 izmed najneusmiljenejših britanskih gangsterjev, brata Kray, po njegovih besedah sta bila najboljša človeka, kar jih je kdaj srečal. To prijateljstvo pa ni trajalo dolgo, saj so ga premestili nazaj v zapor.
Sledila je še več časa v samici, poskusi pobega, napadi na zapornike, ki so se končali z doživljenjskimi brazgotinami, še več napadov in na koncu, ko so oblasti imele vsega dovolj, so ga prisilno hospitalizirale po zakonu o duševnem zdravju. Ni bil več samo kriminalec, ampak tudi duševno bolan. Leta 1978 je bil spet v drugi posebni ustanovi, vendar se zdi, da mu ni bilo všeč, da je moral jemati zdravila. Prav tako pa mu ni bilo pogodu, da je bil obkrožen z nekaterimi najbolj motenimi ljudmi v Veliki Britaniji. Moški, ki nikoli ne bi zapustili ustanove, ker so ljudem storili stvari, o katerih ne bomo govorili. Ja, nekateri od teh groznih moških mu niso bili všeč in enkrat naj bi bil le 5 sekund oddaljen od tega, da bi ubil sopacienta ali zapornika, ki je vzel življenje nedolžnemu otroku. Z njegovimi besedami, ko je opisoval ljudi okoli sebe v ustanovi. Videl sem jih, kako so tekli v stene in uporabljali svoje glave kot ovne. Videl sem jih, kako so pri tem padli v nezavest. Bil je eden, ki je kar naprej poskušal pojesti samega sebe. Grizel si je roke, noge in stopala. Poskušal je ubiti drugega zapornika. In potem leta 1982, ko je bil še vedno v zloglasnem Broadmooru, je vodil protest na strehi, ki je trajal 3 dni in povzročil za približno $300,000 škode. Zdaj lahko vidite, zakaj je ta tip postal znan kot zapornik, s katerim je težko ravnati. A to še ni bilo vse, saj se še niti ni zares začelo. Vodil je še 2 protesta na strehi in šel tudi v gladovno stavko, a na nek način je tolažbo našel v pisanju pesmi, risanju in ustvarjanju stripov. Za svoje delo je celo prejel nagrade. To ga sicer ni ustavilo pri nasilju, le občasno ga je nekoliko umirilo. Psihiatri ga niso mogli razumeti. In čeprav je bil v psihiatrični ustanovi, mu nikoli niso postavili prave diagnoze. Nekoč je rekel, da so umobolnice nori kraji z norimi pravili. Če nisi nor, ko prideš, si, ko odideš. Spet so ga premestili iz ustanove v zapor, kjer je zabadal sojetnike in pretepal druge. Več protestov na strehah, več izolacije, več pretepov strani paznikov, več zdravil in morda njegov vrhunec, nekoč je zadavil direktorja zapora. Potem mu niso več dovolili iz izolacije, dokler ni odslužil kazni. Iz zapora je prišel leta 1987 in skoraj takoj znova zašel v kriminal. Čeprav je bilo njegovo prvo kaznivo dejanje precej komično, je kupil vodno pištolo in jo nekoliko predelal, nato pa je moškega pod grožnjo vodne pištole prisilil, da ga je odpeljal v Luton, njegov najljubši kraj. Tam je začel z golorokimi borbami in si prislužil vzdevek Charles Bronson. Pravzaprav si je to ime tudi uradno spremenil. Je bilo to začetek življenja na prostosti? Nikakor ne. Zapisano je, da bi se boril s komarkoli in je celo izval kralja golorokih borb, Lennyja Macleana. Zdi se, da Lenny ni hotel imeti opravka z njim. Ali pa je, ko je končno pristal na borbo, bilo že prepozno, saj je bil Bronson spet v zaporu. V drugem boju so ga izvali, naj se pomeri z velikim rottweilerjem. Ubil ga je in kasneje v življenju povedal, da mu je bilo tega resnično žal, a šlo je za plačilo na roko. Bil je le nekaj mesecev na prostosti, nato pa je bil spet v zaporu zaradi oboroženega ropa. Ne bomo šli v podrobnosti, a spet se je boril, napadal zapornike, paznike, preživel še več časa v samici, bil je večkrat premeščen in občasno je poskušal zanetiti upor. Leta 1989 je bil sam napaden, večkrat zaboden v hrbet, a si je opomogel. Policiji ni hotel povedati ničesar o svojih napadalcih. Leta 1992 je bil na prostosti skupno 53 dni. Bil je zaprt, a so ga izpustili. Nato so ga ponovno aretirali zaradi posesti šibrenice in zarote za rop. Tukaj postane noro, saj je med priporom vzel knjižničarko za talko. Med pogajanji s policijo je imel 3 zahteve: napihljivo lutko, helikopter in skodelico čaja. Ja, prav ste slišali. Dobil je 8 let, čeprav je trdil, da je imel pištolo zato, da bi si odpihnil glavo. To ni bilo prvič, da je razmišljal o samomoru. Spet je bil problematičen. Selili so ga iz zapora v zapor, včasih pa so ga več dni pustili golega v temni izolaciji. Nekoč so ga dali na najslabše mesto v kateremkoli britanskem zaporu, v nekaj, kar so imenovali Hannibalova kletka, ki je bila ustvarjena za drugega zapornika, ki je nekoč ubil sojetnike in naj bi enemu celo žlico izdolbil možgane ter jih pojedel. Čeprav je nekoč napadel direktorja zapora, pravijo, da se je zelo izboljšal, ko so mu dovolili stik z otroki s posebnimi potrebami. Prav tako je nadaljeval s risanjem stripov. To so bili mirni časi, niso trajali dolgo. Preživel je še več samice, še več premestitev, nato pa je v enem zaporu v svoji celici za talca vzel 2 iraška ugrabitelja. Pravijo, da je začel izgubljati razum po smrti očeta. Prav tako pravijo, da je paznikom zagrozil, da bo, če se mu približajo, svojim talcem otrgal glave. Talce je prisilil, da so ga žgečkali po stopalih in zahteval, da mu pojejo pesmi. Zanje je bil znan kot general. Zahteval je letalo, strojnice, strelivo ter sendvič s sirom in kumaricami. Zdi se, da je kasneje samo še prosil za sladoled. Na koncu je talce izpustil in k njegovi kazni so dodali še 7 let.
Čeprav je bil v odlični fizični kondiciji, pravijo, da je ves čas v temi in samici negativno vplival na njegove oči in socialne veščine, zato so se zdaj odvetniki začeli postavljati na njegovo stran. Škoda je potem, da je enega izmed njih vzel za talca. Vendar ga je hitro izpustil, a potem, ko je en civilni delavec kritiziral njegove risbe, je tudi njega vzel za talca in nato začel razbijati dele zapora. Kaj še? No, po tisočletju se je ponovno poročil, spreobrnil v islam, spremenil ime in vzel še enega talca, napisal knjigo, veliko risal in nato spremenil ime v Charles Arthur Charlie Salvador iz spoštovanja do svojega najljubšega umetnika. Film je izšel in postal je znano ime. Do takrat ga ni poznalo veliko ljudi. Tisoči ljudi po vsem svetu so ga začeli podpirati in govorili, da sicer ni bil ravno angelček, vendar je bilo njegovo zaporništvo že predolgo. A ni mogel nehati delati napak. Leta 2014 je napadel še enega upravnika zapora. Istega leta so njegova umetniška dela šla na dražbo. Njegovih 200 del, ki so bila pogosto temačna, pa je dosegla okoli 30.000 funtov. Bronson je velik del tega doniral dobrodelni organizaciji za možganske tumorje in Hospiceu Kids v Lutonu. Bronson je dejal, da je njegov stari jaz zdaj mrtev in da se je ponovno rodil kot umetnik Salvador. Ustvaril je še več del, jih doniral drugim dobrodelnim organizacijam in enkrat tudi brezdomcem v Oxfordu. Leta 2017 se je poročil z igralko, ki upa, da ga bo kmalu videla na prostosti. Od skupno več kot 44 let, ki jih je odslužil, jih je 36 preživel v samici, včasih celo brez svetlobe. Leta 2018 so povedali, da je v odprtem zaporu, vendar bodo njegov primer ponovno pregledali čez 2 leti in bi lahko bil izpuščen. To se morda ne bo zgodilo, saj ima dosmrtno kazen zaradi ene od svojih ugrabitev. Leta 1999 je ugrabil učitelja in ga zadrževal 2 dni. Britanski mediji poročajo, da se je pri 65 letih domnevno namazal z maslom in izzval stražarje na pretep. Zaključili bomo z nečim, kar je nekoč rekel. Sem prijazen človek, ampak včasih izgubim razum in postanem zloben. To me ne naredi hudobnega, samo zmedenega. Piše se 11. avgust 1934 in skupaj s 136 zaporniki si na poti v to, kar bo postalo znano kot najstrožji ameriški zapor. Vi ste tisti, ki so vas oblasti poimenovale za nepopravljive, ker v zaporih, iz katerih prihajate, preprosto niste mogli nehati povzročati težav. Vsi ste bili označeni za nasilne in nepredvidljive, zato vas peljejo v zaporniško različico pekla. Sedite tam po posebej zasnovanem vagonu vlaka, vklenjeni v lisice in obkroženi 60 agenti FBI, ameriškimi maršali in drugim varnostnim osebjem. Vzdušje je resno. Vsak izmed vas, grozeči, okoreli kriminalci, drug drugega opazujete z nezaupanjem. Vsak sunek vlaka je zlovešč. V tvoji glavi ti glas pravi: greš v pekel, greš v pekel, greš v pekel, ne motiš se. Tako je prva skupina zapornikov potovala na otok Alcatraz. Nihče od teh ni bil zapornik številka 1, saj je imel Alcatraz še nekaj preostalih vojaških zapornikov. Ta kraj je bil vojaški zapor, preden je postal kaznilnica, znana kot pekel, iz katerega ni mogoče pobegniti. Recimo, da si bil spet eden od teh zapornikov. Prispeš z vlakom na kraj, imenovan Tiburon, ob 9:40 zjutraj, tam v vodi čaka barža in tako prideš na otok, ki se nahaja v zalivu San Francisco. Vagon, v katerem si sedel, bi lahko šel v zgodovino kot eden najbolj varovanih vlakov v zgodovini železnic. Predstavljaj si, da bi nekateri najbolj nasilni zaporniki ZDA pobegnili, nekaj podobnega kot v filmu o Divjem zahodu. Nihče ne pobegne ta dan. Mnogi moški okoli tebe so obsojeni morilci, drugi pa zloglasni ropari bank. Iz vaših skupnih kazenskih dosjejev bi lahko nastala knjiga. Vsakega od teh tipov so označili za hujskača in oblasti so opazile, da so ti moški obupani. Večina izmed njih je že načrtovala pobeg iz drugih zaporov in dobro je znano, da bodo ubili vsakogar, ki jim stoji na poti do svobode. Zaradi tega vas bodo varovali posebej usposobljeni možje. In ko rečemo posebej usposobljeni, ne mislimo na rehabilitacijo. To so možje, ki so bili izbrani zaradi svoje trdnosti, ne zaradi sposobnosti izboljševanja vedenja zapornikov. 2 moža, ki sta zadolžena za vodenje, upravnik in njegov pomočnik, sta dobila vzdevek železna moža. Ko končno prideš do trajekta, ki te bo odpeljal na otok, si vklenjen skupaj z drugim moškim in oba sta priklenjena skupaj. Ukazano ti je, da hodiš 10 čevljev naprej in prečkaš mostiček ter nato stopiš na ladjo. Okoli tebe so organi pregona in pazniki. Vse to se dogaja brez prisotnosti novinarjev, saj so oblasti celotno operacijo ohranile v tajnosti. Le en sam fotograf je izvedel za premik. Na pomolu Alcatraza ti in tip, na katerega si priklenjen, hodita med vrstami stražarjev. 2 po 2 vas odpeljejo skozi vrata na dvorišče in nato v zaporniško stavbo. Preiščejo te in ti dodelijo številko, nato ti določijo celico. Zdaj ti snamejo lisice in nisi več priklenjen na drugega moškega. A preden lahko vstopiš v svojo celico, te odpeljejo v kopalnico in slečejo do golega. Pregledajo te v vsakem kotičku tvojega telesa, nato ti povedo, da se lahko umiješ. Nato te odpeljejo v celico in zaklenejo vrata. Zunaj je znak z vašim imenom in številko. Oblasti bodo kasneje rekle, da je celotna operacija potekala popolnoma. V redu, kako izgleda tvoja celica?
Dodoljen si v blok B, morda se kasneje preseliš v blok C. Blok A pa, kot boš izvedel, se skoraj da ne uporablja za zapiranje moških. Blok D je samica, center za izolacijo, kjer je lahko zapornik zaklenjen 24 ur na dan. Te celice včasih imenujejo tudi komore za osamitev. Morda te enkrat na teden za 1 uro spustijo na dvorišče, če si pri paznikih v dobri knjigi. Sicer pa te tam čaka popolna izolacija, če te tja pošljejo. Tvoja celica v bloku B meri 5x9 čevljev, pregovorno rečeno, tako tesna je, da se v njej komaj obrneš. V tej celici je postelja, na kateri lahko spiš, narejena pa je iz jekla. Ko postelje ne uporabljaš, se zloži ob steno, ker v tej celici res ni veliko prostora. Tam sta jeklena klop za sedenje in jeklena polica za stvari. Na voljo sta tudi umivalnik in stranišče. Vse, kar imaš, ko prvič prideš v to celico, je zobna ščetka, nekaj zobnega prahu, 2 brisači in skodelica. Na voljo bodo knjige za branje, tako da boš lahko sčasoma napolnil to polico. Obiski bodo dovoljeni, če boš priden, vendar le enkrat na mesec in brez stika. Če zboliš, je v zaporu bolnišnica. V prihodnjem letu bodo v zapor prispela znana imena, vključno z moškim, znanim kot George Machine Gun Kelly. Drugi, ki pridejo, so bili obsojeni za zločine, ki jih mediji imenujejo najbolj grozoviti. Alcatraz imenujejo konec poti, zadnja možnost. V njem so strašni roparji in neusmiljeni morilci, predvsem pa vsak, ki je poskušal pobegniti iz drugega zapora ali pa je poškodoval ali ubil paznika v zaporu, kjer je bil nastanjen. Morda je najbolj znan zločinec, ki je bival na tem otoku, mafijski šef Al Capone. Pravzaprav je prispel kmalu po tebi, torej tam si, sediš v svoji celici. Prejmeš knjižico z naslovom Pravilnik za zapornike zveznega zapora Alcatraz. V njej piše, da imaš pravico le do tistega, kar imaš trenutno. Oblačila, ki jih nosiš, streha nad glavo in nekaj kopalniških potrebščin. Vse ostalo, kar bi lahko dobil, je privilegij. Če želiš dobiti več stvari, boš moral pokazati dobro vedenje in delovne navade. Morda ti celo skrajšajo kazen. Če pa pokažeš slabo vedenje, se lahko zgodi ravno nasprotno. Lahko izgubiš privilegije, ti podaljšajo kazen ali pa te pošljejo v tiste izolacijske celice. To ni nič, česar ne bi že prej prebral. V knjižici z velikimi črkami piše, da trgovanje, igre na srečo, prodaja, dajanje ali posojanje niso dovoljeni in to tudi resno mislijo. Delal boš 5 dni na teden, 8 ur na dan. Preostali čas bo namenjen rekreaciji in času v celici. Film si lahko ogledaš 2-krat na mesec in če boš imel dobro vedenje, boš lahko šel na dvorišče in igral rokomet. Prav tako ti povedo, da se to še ne bo zgodilo, saj boš prvih 30 dni preživel v svoji celici. Temu pravijo karantensko obdobje. Ne sliši se prehudo, le da predvidevaš, da bodo pazniki strožji. To je zelo res. Zbudil se boš ob 7 uri zjutraj in bodo te prešteli. V tem času moraš biti popolnoma tiho, sicer boš kaznovan. To pravilo tišine bo tisto, ki te bo najbolj prizadelo in pazniki ga jemljejo zelo resno. Morda boš imel svojo celico, ampak tišina te ubija. Lahko poskusiš govoriti skozi straniščno školjko, a to te lahko resno spravi v težave. Lahko govoriš, ko ješ z drugimi zaporniki, hrana pa vsaj ni tako slaba. Pravzaprav si kar navdušen nad hrano. Za zajtrk en dan dobiš ovseno kašo, mleko, klobaso, pražen krompir, toast in kavo. Za kosilo dobiš fižolovo juho, pečeno govedino in zelenjavo. Za večerjo dobiš svinjino s fižolom, solato, še več kave in kruh. Nekega drugega dne je zajtrk podoben, za kosilo pa dobiš paniranega polenoko, krompirjevo enolončnico, zelje, kruh in čaj. Za večerjo nekega večera dobiš zelenjavno juho, špagete z mesnimi kroglicami, sadni puding in kruh. Dodaja celo začinjena jabolka. Kaj se dogaja? Jez bolje, kot si jedel zunaj in veliko bolje kot mnogi Američani, ki živijo v skrajni revščini. V prihodnjih letih bo okusna hrana na Alcatrazu postala legendarna in vsak sodobni zapornik si bo želel, da bi ga lahko vrnili v preteklost, ko bo jedel svoj edini kos plesnivega kruha in sumljivo brozgo, polno skrivnostnega mesa in hrustanca. Na Alcatrazu so upravniki verjeli, da zdrava in okusna hrana vodi do dobrega vedenja in zmanjšuje nasilje. 3 dobri obroki na dan naj bi ohranjali zapornike v dobrem fizičnem in duševnem zdravju. Si to, kar ješ, in tvoj upravnik verjame, da brozga ne vodi do dobrega vedenja. Alcatraz je v tem pogledu precej napreden. V redu, imaš svoj zrezek iz mlete govedine z omako in pire krompirjem in glede tega se ne boš pritoževal. Tišina ti pride do živega, ampak če slediš vsem pravilom, dobiš vsaj čas na dvorišču in knjige za branje. V celici je malo utesnjeno, ampak vsaj ti ni treba deliti prostora z moškim, ki ima zgodovino grozovitega nasilja. Kaj bi lahko šlo narobe? No, ta rutina je tako stroga, da se lahko zdi zatirajoča. Zadnje zaklepanje je ob 16:50, luči pa ugasnejo ob 21:30. In do naslednjega dne ne smeš izdati niti glasu. Moški po imenu Edward Whiskey se na Alcatrazu ne znajde najbolje. Je zapornik številka 47 in prvi, ki si tam vzame življenje. Sledili bodo še drugi. Seveda je prisotno tudi ustrahovanje, kar enega moškega pripelje do tega, da se hudo poškoduje. Želi si premestitve zaradi vsakodnevnega ustrahovanja, ki ga doživlja. Torej, če te ne ustrahujejo, bi bilo življenje lahko v redu, samo držati se moraš strogih rutin. Lahko greš celo v knjižnico in ker dobro ješ ter telovadiš, se morda res rehabilitiraš.
Pravzaprav kot povprečen zapornik prebereš skoraj 100 knjig na leto. Skozi leta boš imel priložnost igrati glasbeni inštrument in poslušati radio. Težava pa je, kaj če ne upoštevaš pravil. No, takrat se Alcatraz spremeni v pekel, Helcatraz. Naj dodam še, da je pravzaprav zelo enostavno prekršiti pravila. To pravilo molka uveljavljajo z vnemo, poleg tega pa moraš biti ves čas urejen. Tvoja celica mora biti brezhibno čista in ne glede na vreme moraš trdo delati. Na Alcatrazu ni izmikanja del, zato bi lahko rekli, da ga vodijo v slogu ničelne tolerance. Če imamo to v mislih, je kraj poln zloglasnih kriminalcev s težavami pri samokontroli. Stvari lahko hitro uidejo izpod nadzora. Recimo, da nekega dne preprosto ne moreš več prenašati zatiralskih pravil in začneš po noči govoriti ter ne čistiš svoje celice. Pošljejo te v izolacijo, nato pa to ponoviš. Začneš napadati ljudi in ugovarjaš paznikom. Takrat greš v blok D in te zaprejo v eno od celic od 9 do 14. Temu pravijo luknja. In preden te vržijo tja, te slečejo do golega in pretepejo. Pazniki se bodo vračali in te občasno mučili. Ležiš na hladnem betonskem tleh in v celico ne pride nobena svetloba. Tuširaš se lahko enkrat na teden, morda greš za 1 uro na dvorišče v tednu. Preostali čas preživiš v tisti hladni, temni celici, kjer te obravnavajo slabše kot žival. Ne dobiš zobne ščetke ali mila, da bi se očistil. Na neki točki ti paznik polije mrzlo vodo po tebi. Celica smrdi kot kanalizacija in na tisto okusno hrano lahko pozabiš. Dobiš 4 rezine kruha na dan, enkrat na teden pa dobiš pravi obrok. Za zaključek, Alcatraz je zastrašujoč kraj že na pogled. Poleg tega pa so tam neusmiljeni možje, ki te lahko ustrahujejo ali celo ubijejo. Hrana je dobra, a nekateri moški preprosto ne prenesejo pravil. To je povedal eden od tvojih sojetnikov o tem. Moški počasi znorijo pod prefinčenim mučenjem omejene in nespremenljive rutine. Moški podležejo pritisku, nato pa so kaznovani, včasih zelo strogo, in to se pogosto dogaja. Vprašanje je, ali boš tudi ti podlegal ali pa boš zdržal. 20-letni moški, ki verjame, da je postal žrtev pravosodnega sistema v ZDA, si želi ven. Na psihiatričnem oddelku, kjer je nameščen, čaka na svojo priložnost, da pride do medicinske omarice. Moški nima težav z odpiranjem ključavnic. Še mnogo let bo odpiral ključavnice. V tej omarici je steklenička izjemno močne psihotropne snovi, imenovane LSD. Vzame stekleničko te snovi in, ko je pravi trenutek, se spet pretihotapi v sobo za osebje ter zlije celotno stekleničko v lonec z vrelo kavo. Vsi zaposleni, ki prihajajo in odhajajo, bodo dobili svoj odmerek. Odmerek, ki bi ga lahko imenovali junaški. Po njegovih lastnih besedah je moški kasneje povedal, da je bil načrt takšen. Ko bodo vsi dovolj prestrašeni, bom odklenil ključavnice in odšel. Nekaj pomočnikov in osebja na oddelku je med njimi nehote zaužilo okoli 100 doz LSD-ja. Morda niste oseba, ki bi veliko vedela o stvareh, kot je LSD, vendar naj vam povem, da bi 100 doz med nekaj ljudmi povzročilo divje halucinacije. Načrt ni šel ravno tako, kot si je ta človek želel. Daleč od tega. Kmalu potem, ko so popili tisto kavo, je bil en pomočnik v kleti in gledal, kako se sušimi stroj vrti v krogu. Njegove zenice so bile zdaj velike črne bleščeče plošče in strmel je v tisti vrteči se boben ter popolnoma izgubil razum. Stroj je postal njegov smrtni sovražnik. Pomočnik je kričal na sušilni stroj, ga udarjal s pestmi, ga brcal, medtem pa so zgoraj na oddelku ljudje doživljali hude halucinacije. Ena od psihiatričnih zdravnic se ni zdela, kot da bi vedela, kje je ali kdo je. Videli so jo, kako je noro plesala gor in dol po oddelku in na spolno izzivalen način šokiranim zapornikom razlagala, kako neznosno vroče je. Prizor je bil fantazmagorija, groze in komedije, toda med vsem tem popolnim kaosom načrtovalec in izvajalec te skupinske omame ni mogel pobegniti. Kmalu so poklicali varnostnike in osebje so odpeljali na neko mesto, da bi se pomirili po svoji siloviti omami. Sušilni stroj za oblačila je bil raztrgan, v očeh nekega moškega pa premagan. Dobrodošli v življenju Marka de Frista, floridskega hudinja, mojstrski umetnik pobega, pravi genij, ki preprosto ni našel svoje poti v življenju. Življenje, ki je od zunaj morda videti kot komedija, a v resnici je bila njegova dosmrtna kazen na tem svetu večinoma prežeta z uničujočo tragedijo. Mark se je rodil leta 1960 in odraščal z očetom in mačeho. Njegov oče je med drugo svetovno vojno služil v OSS, organizaciji, ki se je kasneje razvila v CIA. Oče in sin sta bila zelo povezana, oče pa je sinu predal svoje obsežno znanje. To je Marku zelo koristilo pri številnih pobegih iz zapora, vendar je bil otrok drugačen. Nekateri pravijo, da je bil savant. Večina drugih danes pravi, da je bil visoko funkcionalen avtist in da je še danes avtist. Mark ni veliko razumel o svetu in se ni veliko družil z drugimi otroki. Večino časa je preživel sam in sovražil je šolo. Premestili so ga v disciplinsko šolo za dečke, da bi ukrotili njegovo svojeglavost, vendar je pobegnil, kar je počel skozi vse svoje življenje. Vse, kar si je resnično želel početi, je bilo razstavljati stvari in jih ponovno sestavljati. Za hišo je bila delavnica, ki jo je Mark kasneje imenoval svoj Frankensteinov laboratorij.
Tam je eksperimentiral s kemikalijami, dvakrat se je razstrelil, predeloval je gospodinjske aparate, razstavljal ure, vse to s spretnostjo in veščino izkušenega strokovnjaka. Njegovo življenje se je sesulo, ko je imel 19 let. Njegov oče je umrl in ker je vedel, kaj ima Mark najraje, mu je zapustil vse svoje orodje. To je bil začetek tragedije, saj Mark, ki ni zares vedel, kako delujejo oporoke, vzel orodje, še preden je bila oporoka pravno potrjena. To preprosto pomeni, da je bila potrjena kot veljavna. Njegova hladna in brezčutna mačeha, ženska, ki za Marka nikoli ni bilo mar, je poklicala policijo. Ti policisti so Marka neko noč zasledovali in ko je zagledal utripajoče luči, je ta mladenič, ki ni povsem razumel, kako stvari delujejo v družbi, pobegnil peš. Ni imel pojma, zakaj so ga policisti lovili. Ni imel pojma, kako naj bi se ravnalo z oporokami. Bil je aretiran in obtožen kraje, poleg tega pa je dobil še obtožbo zaradi posedovanja orožja, sledil je zapor. To se mlademu moškemu ni zdelo pošteno, fantu, ki je mislil, da je vzel tisto, kar mu po pravici pripada. Nekega dne po biblijskem krožku so njega in druge zapornike peljali nazaj v celice, ko so nekateri moški kar začeli teči proti ograji z rezilno žico. Nihče od njih ni prišel čez, vendar je Mark natančno vedel, kako preplezati takšno ograjo, saj ga je njegov oče nekoč naučil, kako se to naredi. Mark je nato na kratko zagnal avto, se odpeljal in se za noč nastanil v motelu. To je bila njegova težava. Razumel je tehnične vidike pobega, ni pa imel prebrisanosti, življenjske izkušenosti in socialne inteligence, da bi se dolgo izogibal oblastem. Potem je dobil še 6 obtožb. Vrnil se je v zapor, kjer ga je napadlo 14 zapornikov, ki niso povsem razumeli tega čudnega fanta, ki se ni vklopil, a se jih tudi ni bal in jim je upal odgovoriti nazaj. Tistih 14 tako imenovanih frajerjev ga je hudo preteplo in spolno zlorabilo. Potem si je Mark prerezal žile na zapestjih, z glavo je udaril ob vrata celice. Upil in kričal je ves dan, kmalu pa so ga odpeljali na psihiatrični oddelek, kjer je v kavno posodo zlil celo steklenico LSD-ja. Zaporski in pravosodni sistem sta mislila, da imata opravka z neposlušnim mulcem, ki je imel srečo, da je preplezal ograjo z rezilno žico. Zapornika niso imeli preveč radi, bil je problematičen. Uporabljal je kletvice in pogosto ni uboga ukazal. Zaradi tega so Marka skozi leta večkrat pretepli pazniki. Moral je pobegniti. To je bilo vse, o čemer je razmišljal. Morate razumeti, da je v njegovih mislih, ki so delovale drugače kot pri večini ljudi, vzel le očetovo orodje, ki mu je bilo podarjeno. Pobegi po Markovem razmišljanju niso bili zločini, ampak prava stvar. Pravzaprav je bil zelo racionalen. Orodje pomeni razum, zapor pomeni narobe, pobeg pomeni prav. Nekega dne so ga vprašali, ali bi se želel pridružiti novi dejavnosti obdelave lesa in umetnostnih obrti. Seveda bi se. To je bil človek, ki je bil odličen v izdelovanju stvari, toda ko je Mark videl zvite bakrene pločevine, je najprej pomislil, da res ne želijo, da ostanem. To je zato, ker je v delavnici videl vse potrebne dele in pripomočke za izdelavo doma narejenega orožja, imenovanega tudi zip pištola. Iz bakra je izdelal cel pištole, nato pa jo je pritrdil na doma narejen ročaj. Ko je imel pištolo pripravljeno, je naslednje, kar je storil, ukradel šilo za led in jo odnesel nazaj v svojo celico. Vzel je tisto konico in si izpulil enega izmed zadnjih zob. S krvjo, ki mu je tekla iz ust, je poklical medicinsko sestro in bil odpeljan v psihiatrično bolnišnico zapora, čeprav v lisicah in z verigami na nogah. Zobozdravnik je takoj vedel, da gre za samopoškodovanje in to je tudi zapisal v poročilo. Po obisku zobozdravnika je Mark vprašal, ali lahko gre na stranišče. V kopalnici je ponovno odklenil lisice in izvlekel svojo doma narejeno pištolo. S pištolo uperjeno v stražarje je zakričal, če se kdo premakne, mu razstreli možgane. Nekateri zaporniki na tem oddelku, morda ne najbolj pri zdravi pameti, so začeli poskakovati in kričati. Mark je ustrelil mizo, da bi jim dokazal, da njegova pištola res deluje. Potem je spet izginil, švignil skozi vrata in stekel v bližnji gozd, a spet ni znal ostati na prostosti. Ukradel je še en avto, a so ga kmalu ujeli. Zdaj je bil na naslovnicah lokalnih medijev, toda zaporniški sistem je začel postajati precej jezen na fanta. Imel je svoje priložnosti, zdaj so želeli, da trpi. In trpel je v zaporu. Medtem ko so oblasti poskušale ugotoviti, ali je ta fant psihično sposoben za sojenje, so ga imeli zaklenjenega 24 ur na dan. Je bil sposoben za sojenje? 4 psihiatri so rekli ne, nikakor. Duševno je bolan. Ta človek ne ve, kaj je prav in kaj narobe. Seveda razume sodni sistem in ni blazno nor. Pravzaprav je očitno zelo nadarjen, a vseeno ne ve, zakaj je sploh tukaj. Ne bi mu smeli soditi. En moški je rekel, da to ni res in Marka označil za simulanta, kar pomeni nekoga, ki se pretvarja, da je duševno bolan. Ta isti moški je desetletja kasneje spremenil svoje mnenje. To ni pomagalo 20-letnemu Marku, ki so ga poslali nazaj v zapor. Tam je naredil še eno pištolo, izboljšano različico svoje zadnje improvizirane pištole, čeprav je moral za to uporabiti prazno tubo zobne paste. Bil sem v svoji fazi orožarja. Iz česarkoli sem lahko naredil pištolo, se je kasneje spominjal Mark. Tokrat je grozil paznikom in da bi se prepričal, da pištola deluje, je ustrelil v steno. Delovala je povsem v redu in mnogi drugi zaporniki so videli, da Mark ni streljal nikjer blizu paznikov.
toda dovolj je bilo dovolj. Pazniki so Marka pretepli skoraj do smrti in ga prisilili v popolnoma temno celico, golega, pretepenega in zlomljenega. Po 11 dneh tega je sprejel sporazum o priznanju krivde, ne da bi sploh vedel, kaj to pomeni. Zaradi streljanja v steno je bil obsojen za poskus umora. Kasneje so ga poslali v floridski državni zapor. Zapor, za katerega so takrat govorili, da je popolnoma neobvladljiv, kjer sta bila nasilje in umor nekaj vsakdanjega. Noben zapornik v ZDA ni nikoli želel pristati tam. Tam so zapirali tako imenovane najslabše izmed najslabših, a med zapori je bil ta res najslabši izmed vseh. Mark je bil še vedno občasno neposlušen. Še vedno ni zares razumel zaporniškega sistema ali zaporniškega kodeksa, zato so ga večkrat hudo pretepli tako pazniki kot zaporniki, zato je začel izdelovati domače orožje. Ko so jih našli, je šel nazaj v samico. Njegovo bivanje v samici je pogosto pomenilo popolno izolacijo. Ukaz, ki so ga dali zaporniške oblasti, je bil: nobenih oblačil za zapornika, nobene vzmetnice ali rjuh. Pogovor s komerkoli je bil prepovedan, vključno z zaupniki v zaporu. Ni dobil nobenih toaletnih potrebščin, nobenih robčkov, nobene zobne paste, nobenega mila. Včasih so mu v celici izklopili vodo in ni mogel niti splakniti stranišča. Moral je jesti z rokami in v popolni temi. Mučenje in poniževanje so kasneje primerjali s tem, kar se je dogajalo v Guantanamu. Moral je živeti v tišini in temi, gol, kot ujeta žival. In če to ni kruta in nenavadna kazen, kaj potem je? Njegova kazen ni bila nič manj kot srednjeveška in bi jo lahko označili za sodobno obliko mučenja. Zapor ga je uvrstil na seznam za poostren varnostni nadzor, zato mu tudi, ko ni bil v popolni temi, niso dovolili izhoda iz celice. Po njegovih lastnih besedah je rekel, da lahko minejo 2, 3, 4, 5, 6, 7 let, ne da bi sploh kdaj videl dvorišče. 10 let je vlagal prošnje, da bi videl sonce, a so bile vse zavrnjene. Kljub temu je še vedno opazoval stražarje in to, kar je počel, je bilo, da je preučeval njihove ključe. Potem, ko jih je preučil, si je zapomnil zareze na ključih in nato izdelal svoj komplet iz papirja. Naredil sem ključe za vsako ključavnico v Ameriki, je rekel mnogo let kasneje. Ali jih je kdaj uporabil? Marko je poskušal pobegniti skupno 13krat, pri čemer mu je 7krat uspelo. Enkrat je preskočil ograjo in si zlomil obe stopali. Nekako mu je uspelo na kratko zagnati tovornjak, prebiti policijsko blokado in po divjem pregonu je tovornjak zapeljal naravnost v dnevno sobo nekoga. Kasneje je povedal, da so bili zaradi ljudi v hišo, katerih je zapeljal, resnično razburjeni. Imel je na stotine disciplinskih prijav, vendar nikoli ni poškodoval nikogar drugega. Običajno so bile to manjše kršitve ali pa so ga ujeli z orožjem, ki ga je imel za zaščito pred izjemno nasilnimi kraji, kjer je bil nastanjen. Njegova zgodba je postala javna in večina ljudi zdaj pravi, da gre za človeka z duševnimi težavami, ki ga je zaporniški sistem uničil že prvo leto, ko so ga brutalno pretepli in spolno zlorabili člani tolpe v zaporu. Pogojno je bil izpuščen 5. februarja 2019 pod pogojem, da preživi 1 leto v Centru za duševno zdravje in zdravljenje odvisnosti. Skozi leta je postal odvisen od številnih zdravil, ki jih je prejemal v zaporu. Po le nekaj dneh so se pri njem začeli kazati znaki bipolarne manije in odpovedovati se mu ledvice. Prav tako je bil pozitiven na metamfetamin. Mark je bil nato poslan nazaj v zapor in kot lahko zdaj vidimo, čaka, v kateri zapor ga bodo poslali. Minilo je že 40 let, odkar se je odpeljal z orodjem svojega pokojnega očeta. 27 od teh let je preživel v samici, bodisi brez sončne svetlobe ali v popolni temi. Otok Alcatraz, kjer je bil zloglasni zapor, se nahaja približno 1,25 milje od zaliva San Francisco. Sprva je na njem stal svetilnik, nato je postal vojaška baza in nato vojaški zapor v 19. stoletju, preden je leta 1934 postal eno najbolj znanih ameriških zaporov, ki je deloval do leta 1963. Ta majhen otok, ki meri le 1675 krat 590 čevljev, je še danes dom zapora, vendar le kot nekakšen turoben muzej. Znana kot skala je gostila nekatere najnevarnejše zločince ZDA. Govorilo se je, da z tega otoka nihče ne more pobegniti, vendar nam zgodovina pravi, da sta morda 2 moškima to uspelo ali pa sta umrla v vodi. Mnogi drugi so poskusili in jim ni uspelo. Al Capone. Ko govorimo o imenih povezanih z italijansko mafijo, je verjetno Al Capone tisto ime, ki si ga večina ljudi zapomni. Morda ste ga videli upodobljenega v številnih filmih in televizijskih oddajah. In če ste ga, potem veste, da je imel zelo svetlo in zelo temno plat. Ropal je bogate in včasih dal revnim. Prav tako je ubijal in ukazal ubiti veliko ljudi. Zdi se, da je imel včasih zelo vročo kri. Bil je tudi v ozadju pokola na Valentinovo in potem je postal bolj osovražena osebnost. Prvič je bil zaprt leta 1929 zaradi nošenja smrtonosnega orožja, vendar je bila kazen kratka. Leta 1931 pa je bil obtožen utaje davkov in kršitev prohibicije. Po obdobju v zaporu je pristal v Alcatrazu. Leta 1939 je bil izpuščen, vendar je v naslednjih letih trpel za številnimi zdravstvenimi težavami zaradi zapletov sifilisa. Izgubil je razum in umrl leta 1947. James Whitey Bulger.
Od italijansko-ameriškega gangsterja do irsko-ameriškega gangsterja in nekoga, ki je bil ponovno upodobljen v filmih in televizijskih oddajah. Ni presenetljivo, da naj bi imel tudi on zelo hitro vzkipel in bil včasih celo krvoločen. Vladal je z železno roko, bil pa je tudi ovaduh FBI-ja. Zaradi tega, verjetno zaradi tega, so ga leta 2018 kot starega moža v zaporu do smrti pretepli. Je bil nevaren? Zelo. In čeprav je bil obtožen le 11 umorov, nekateri pravijo, da je ubil in ukazal ubiti na desetine ljudi. Bil je zaprt v Alcatrazu mnogo let pred svojim padcem leta 1959, predtem je že služil kazen v zaporu v Atlanti. To je bilo zaradi staromodnih ropov bank, za kar je dobil 20 let kazen. So mu zmanjšali, ko so odkrili, da je sodeloval v neravno etičnih poskusih MK Ultra z LSD-jem. Pisalo je, da je prav klasike in se večinoma držal zase, vendar pa mu misel na pobeg nikoli ni bila daleč. Bil je eden izmed prijateljev moških, ki so morda pobegnili, in vse življenje je verjel, da jim je uspelo. Nekoč je napisal, da je bilo jutro pobega eden najsrečnejših trenutkov v mojem življenju. Še vedno se spomnim, kot da bi bilo včeraj. En mesec po njihovem pobegu je zapustil otok, odslužil še 3 leta v drugem zaporu in bil izpuščen leta 1965. Postal je veliko bolj plodovit in krut zločinec in v 90-ih letih je bila proti njemu izved ena največjih iskalnih akcij vseh časov. Prijemu oblasti se je izogibal 16 let. In veste, kaj se mu je zgodilo na stara leta v zaporu? Robert Stroud. Morda tega moškega bolje poznate kot ptičarja z Alcatraza. Medtem ko so ga ameriške oblasti označile za enega najnevarnejših moških v ZDA, ni bil niti približno tako krvoločen kot prva dva, o katerih smo govorili. Bill pa je poklicni kriminalec in so mu postavili diagnozo psihopat. Napadel je tudi sojetnike med prestajanjem kazni, zaporniško osebje, enkrat pa je z doma narejenim nožem zabodel paznika naravnost v srce. Pesnik je umrl in oblasti so imele dovolj tega nasilnega zapornika. Leta 1942 so ga premestili v Alcatraz, kjer je vsaj 6 let preživel v samici. Umrl je v medicinskem centru, medtem ko je še vedno prestajal kazen. Klicali so ga ptičar, saj je med prestajanjem kazni skrbel za ptice in jih vzgajal. Ali si zasluži biti na tem seznamu? Seveda, že samo zaradi števila ljudi, ki jih je poškodoval v zaporu. Machine Gun Kelly. Ne, to ni ime, ki so mu ga dali starši ob rojstvu. Ta moški je bil krščen kot George Kelly in kot odrasel je postal eden najbolj strah vzbujajočih ljudi v Ameriki. Verjetno lahko po njegovem vzdevku sklepate, da je imel rad uporabo strojnice. FBI pa ga je nekoč označil za strokovnjaka za uporabo strojnice. Njegovo najljubše orožje je bil Thompsonov avtomat. Vsi ste že videli eno od teh stvari v starih gangster filmih. To je tista pištola z velikim okroglim nabojnikom. V Alcatrazu naj bi bil vzoren zapornik, kljub temu, kar je javnost mislila o njem. Bil je zapornik številka 117 in je na skali preživel 17 let. Leta 1951 so ga premestili iz Alcatraza, vendar je leta 1954 še vedno v zaporu umrl zaradi srčnega napada. V svoji karieri je zagrešil veliko ropov, pa tudi ugrabitev in imel je veliko spopadov z oblastmi. Nikoli mu niso dejansko očitali umora, čeprav verjamejo, da jih je morda nekaj zagrešil. Tudi FBI je tako mislil. Morton Silver. Ta nekdanji inženir nikakor ni bil brezčutni morilec, vendar ga je direktor FBI, J. Edgar Hoover, obtožil, da je zagrešil zločin stoletja. Kaj je storil? Rečeno je bilo, da je bil del majhne skupine, ki je vohunila za ZDA in Sovjetski zvezi posredovala informacije, povezane z jedrsko tehnologijo in drugimi vojaškimi napredki v ZDA. Mnogi so trdili, da je bil nedolžen, vendar je bil leta 1951 kljub temu obsojen na 30 let zaradi obtožb o vohunjenju. Skupaj je odslužil skoraj 18 let. Ostal je v Alcatrazu do njegovega zaprtja leta 1963 in pravijo, da je bil vzoren zapornik. V svoji knjigi iz leta 1974 o prestajanju kazni je vztrajal pri svoji nedolžnosti in dejal, da je bil njegov zločin izmišljen v politične namene. V Alcatrazu je celo dobil sobo s pogledom na most Golden Gate in večino časa preživel ob branju knjig. Nekateri viri pravijo, da se je dobro razumel z drugimi zaporniki, saj je bil miren človek in tudi zato, ker so ga imeli za sovražnika države. Ali je res Sovjetom posredoval informacije, ki bi lahko bile izjemno nevarne za ZDA? To morate raziskati sami. Alvin Creepy Karpis, ta gangster iz časa ameriške depresije, je dobil svoj vzdevek ne zaradi svojih dejanj, ampak zato, ker so njegovi prijatelji in sodelavci menili, da ima zelo zlovešč nasmeh. Pridobil si je naziv enega izmed 4 ameriških javnih sovražnikov številka 1 v 30 letih, ko je vodil tolpo Parker Karpis.
Zanimivo dejstvo je, da je bil edini preživeli med tako imenovanimi javnimi sovražniki številka 1, saj so bili vsi ostali ubiti, preden so jih lahko zaprli. Ali lahko uganeš, kdo so bili ostali trije? Tu so bili John Dillinger, Pretty Boy Floyd in Babyface Nelson. Karpis je imel tudi prvo mesto kot oseba, ki je preživela največ časa v Alcatrazu. Skupaj je tam odslužil 26 let. Njegovi zločini so bili številni in so vključevali rop, ugrabitev, vlom in umor. Prav tako pravijo, da je bil izjemno inteligenten. Med prestajanjem kazni v drugem zaporu je pomagal Charlesu Mansonu pri učenju kitare in ga nekoč opisal kot človeka s prijetnim glasom in prijetno osebnostjo, čeprav je za zapornika nenavadno krotek in miren. Nikoli nima ostre besede, nikoli ni vpleten niti v prepir. Po izpustitvi je napisal knjigo, kasneje pa naj bi med pisanjem druge knjige v Španiji storil samomor. Drugi pravijo, da je verjetneje po nesreči predoziral. Henry Young. To je še en primer človeka, ki je bil nevaren ne le zaradi tega, kar je storil zunaj, ampak tudi zaradi dejanj, ki jih je storil med prestajanjem kazni. Gaspard Young je bil obsojeni ropar bank, za katerega so govorili, da je jemal talce in do njih ni bil vedno prijazen. Čas je preživel v različnih zaporih, a je v 30 letih pristal v Alcatrazu. Leta 1939 je skupaj s 4 drugimi poskušal pobegniti, kar se je končalo tako, da sta se 2 moška predala, 2 sta pobegnila, eden je bil ustreljen in ubit, Young pa se je prav tako predal. Pravijo, da so ga v Alcatrazu zelo strogo obravnavali in je več let preživel sam v majhni celici. Po enem obdobju v samici je ubil enega od moških, s katerimi je poskušal pobegniti. Njegova obramba je dejala, da je bil za umor deloma kriv tudi brutalen način, na katerega so ga obravnavali. Opisoval je, kakšna je bila samica in dejal: nimaš čevljev, nimaš postelje, nimaš žimnice, ničesar, razen 4 vlažnih sten in 2 hodej. Stene so pobarvane na črno. Enkrat na dan sem dobil 3 rezine kruha. Ne, to je napaka. Nekatere dni sem dobil 4 rezine. Prav tako je dejal, da se ni bilo mogoče okopati. Končno je bil leta 1972 izpuščen iz drugega zapora. Prekršil je pogoje pogojnega odpusta in ga nikoli več niso videli. John in Clarence Anglin. V redu, ta 2 morda nista bila tako nevarna, ampak oddaje ne moremo zaključiti, ne da bi govorili o njiju. Zakaj? Ker sta to tista, ki naj bi pobegnila iz Alcatraza. Brata sta to storila skupaj s 3. moškim, Frankom Morrisom. Na pobeg so se dolgo in natančno pripravljali, saj so moški več mesecev izdelovali orodja, ki bi jim pomagala pobegniti skozi jaške in zapustiti zapor. To je zahtevalo veliko truda, saj so moški ta orodja spretno skrivali in vedeli, kako prikriti hrup, ko so jih izdelovali. Celo človeške lase so ukradli iz brivnice, da bi ljudke, ki so jih pustili v svojih posteljah, izgledale resnično. Za glave so uporabili milo, ki so ga ukradli, in ga nato oblikovali tako, da je izgledalo kot obraz. Toda morali so prečkati vodo, zato so izdelali napihljiv splav, ki je bil deloma narejen iz ukradenih dežnih plaščev. Vsi so bili poklicni kriminalci že pred zaporom, pri čemer je bil Morris zaprt zaradi številnih kaznivih dejanj, večinoma povezanih s krajo. Prav tako pravijo, da je imel zelo visok inteligenčni kvocient za zapornika, in sicer 133. Brata sta bila oba roparja bank, vendar poročila pravijo, da sta kradla, ko ljudi ni bilo v bližini, saj nikoli nista želela nikomur škodovati. Prav tako so povedali, da sta, če so bili ljudje v bližini, uporabljala le plastično pištolo. Kljub temu sta bila uspešna in sta oropala veliko velikih bank. Ker sta bila nekako prijazna kriminalca, je večina javnosti, ko je slišala za njun pobeg, vesela, da jima je uspelo pobegniti. Oblasti bi rade verjele, da so vsi moški umrli, vendar je veliko ljudi, ki menijo, da so premagali sistem in našli svojo svobodo. Ne glede na to, kaj mislite, je njihova zgodba postala del zgodovine. Zdaj pa si oglejte, zakaj so bili vsi povezani z JFK-jem nenadoma skrivnostno ubiti, ali pa si oglejte to.